trajnostnega razvoja ni brez trajnostnega komuniciranja. In najpomembnejši vidik trajnostnega komuniciranja se vedno začne v nas samih, torej znotraj osebno trajnostno komuniciranje. Zelo zanimiva tema. Poglejmo naprej. Znotraj osebna trajnostna komunikacija. Torej najprej komuniciramo v sebi. Ali komuniciramo trajnostno? Poglejmo nekaj vidikov in skupaj razmislimo pravzaprav, kaj se dogaja v nas samih. Dovolite eno besedo, ki jo najbrž že poznate in je zelo zanimiva, sama jo rada uporabljam, kajti odpira široko področje raziskovanja in to je področje nevroplastičnosti. Kot beseda sama pove, je skovanka iz nevro in plastičnosti, torej nevro, živčevje in plastičnost, to je človekova sposobnost možganov, da nenehno gnete, preoblikuje. Torej, naši možgani so narejeni tako, da imajo vseživljenjsko sposobnost oblikovanja in preoblikovanja. Odvisno, v katerem obdobju ste šli čez primarno izobraževanje, sama sem se še v šoli učila v zgodnjem otroštvu, da se naši možgani razvijajo samo do določenega časovnega obdobja, potem pa se nekako ustavijo in kasneje lahko pričakujemo samo upad. Najnovejša znanstvena odkritja temu jasno nasprotujejo in nas odpirajo v polje nenehnega grajenja. Seveda to ni samo po sebi umevno, ampak se moramo za to odločiti in biti aktivni komunikatorji, seveda v nas samih. Poglejmo na hitro, torej naš živec, tega se vsi spomnimo iz naših učbenikov, vse nas na prvi hit spomni kakor na drevo, imamo torej ta koreninski sistem in imamo ta sistem krošnje, rečemo, da imamo nevrite in da imamo dendrite. Torej so tiste področja, s katerimi se živci med sabo lahko nadgrajujejo in povezujejo. Hkrati, če pa nimamo zdravega komuniciranja, seveda se pa tam tudi razgrajujejo. Torej, naš živčni sistem je narejen tako, da s konstantnim sprejemanjem informacij se lahko hkrati integrira in razvija. Zelo pomembno je, da je ta impuls, ki sproži naše elektromagnetne valove, ki potem sprožijo ta kemijski proces v naših možganih in potem širše v našem telesu, so naše misli. In vsaka misel, to je zelo, zelo pomembno, da se tega večkrat na dan zavedamo, da vsaka misel sproži svojo unikatno elektrokemično reakcijo v naših možganih. Torej, ali so misli pomembne? Še kako zelo, čeprav to ni na videz neka materialna kategorija, imamo občutek, da je skrito in samo nam lastno, je hkrati to gradnik ali ta, ki ruši naša življenja. Torej, če smo prej pogledali en živec, vidimo, da se živci med sabo znova z elektrokemično zanko, med sabo bodisi gradijo v sinapsah, če pa ne prihaja do informacij, ki jih gradijo in utrjujejo, pa potem lahko se sinapse rahljajo, lahko pa pride tudi do sistema, ki mu rečemo apoptoza ali pomeni razgradnja te vezi. Torej, pomembno je, da so te impulzi, ki jih sprožamo z našimi mislimi, se v obliki električnih impulzov potem pretakajo znotraj naših nevronov in potem se te kemijski signali potem sprožajo preko prenašalcev v druge dele našega telesa. Zelo pomembno je pogledati včasih nekaj statistik, seveda to je vse čez palec, ampak včasih nam da kaj zamisliti. Torej, strokovnjaki z tega področja ocenjujejo, da imamo ljudje povprečno na dan od 12 do 80 tisoč misli dnevno, odvisno kako smo pač miselno razgibani. Če smo širši, seveda jih imamo veliko več, če pa smo bolj siromašni in se manj ukvarjamo z novimi informacijami in idejami, jih imamo seveda manj. Kar pa lahko vzbuja skrb je to, da je kar 80% misli v povprečju negativnih in da kar 95% misli, s katerimi se ukvarjamo, je pogosto ponavljajočih. Govorimo o tako imenovanih miselnih poteh,
po katerih hodimo. In če pomislimo, da imamo 80% lahko negativnih misli in 95% potem hodimo po njih, lahko predvidevamo, kaj se dogaja potem v naših mislih. V naših mislih se dogajajo nenehni konflikti, ko se nam ponujajo misli, ki so optimistične, ki so polne upanja in dobrega, in misli skrbi, strahu in druge vrste razgradnje naše osebnosti in seveda okolja okoli nas. Torej, zelo pomembno je, kaj zbiramo, kajti tudi strokovnjaki z različnih področij ocenjujejo, da je približno 87% vseh bolezni, tako imenovano psihosomatskih, se pravi, da njihov vzrok tiči v našem miselnem svetu in da pravzaprav približno 13% je takih bolezni, ki so neposredno posledica našega DNK-ja, se pravi genetskega materiala, ki ga podedujemo od naših prednikov, ima določene predispozicije za bolezni, slabe prehrane ali drugih vplivov iz okolja. Ne glede na to, kako lahko te odstotki variirajo ali se z njimi popolnoma strinjamo ali ne, kaj je bazična informacija tega je, da je pravzaprav zelo, zelo pomemben vir tega trajnostnega komuniciranja v nas samih, ki teži k življenju, k dobremu, k trajanju, so zdrave, pozitivne misli. Torej, zavedati se moramo, da s pravo mislijo lahko se umirimo, lahko preprečimo stres, lahko ustavimo konflikte, se nekako iz zaskrbljenosti izkopljemo v dimenzijo nekega drugega načina razmišljanja. In zelo pomembno je tudi vedeti, da tako znova ocenjujejo psihologi, da kar 90% naših mišljenj, ocen temelji na naši percepciji zunanje realnosti in približno samo 10% na preverljivih faktografskih dejstvih. Tako da je zelo, zelo, zelo pomembno, kako smo miselno naravnani, skozi kakšen filter potem sprejemamo dražljaje zunaj nas in jih potem predelamo v to, kar razmišljamo v osebni komunikaciji. In tu vidimo en zdrav živec na levi strani in živec, ki ima dekadentne informacije, ki ne težijo k življenju, nima zdravih impulzov in v bistvu taki živčni potem tudi končiči in živec potem kasneje v celoti sčasoma začne odmirati, govorimo o apoptozi, o fiziološki celični smrti. Torej, če pogledamo eno tako sliko, je kopija našega miselnega življenja in emocij. Najprej se to dogaja v nematerialni kategoriji naših misli, potem se odtisne v naše možgansko omrežje in to, kar komuniciramo znotraj osebe v nas samih, z zunanjimi medosebnimi komunikacijami preslikamo v naše okolje. Torej, znova poglejmo, ocenimo, to je zdaj trenutek za kratko samoanalizo, koliko sam ali sama pri sebi razmišljam trajnostno, koliko se sama kot oseba gradim v dobro in širim dobro, kako bogate, razvejane so moje življenjske poti, ali se vrtim okoli tistih mojih 80, 85, 95% že utrjenih miselnih poti, ali jih širim in kako za svojimi komunikacijami gradim medosebne odnose v lastni družini, med prijatelji, med sodelavci in v okolju, kjer se nahajam. To so misli, ki so zelo pomembne, kajti vse se začne v nas samih. Zelo bom vesela, če boste o tem razmislili, to je zelo koristno za vsakega izmed nas, sama o tem pogosto premišljam in vas vabim, da še naprej ostanete in sledite našim videovsebinam, obiščete našo spletno stran www.zelenaslovenija.si, se obrnete na nas preko spletne pošte ali kako drugače in veseli bomo, če bomo ostali naprej v stiku, kajti komunikacija življenja je komunikacija trajnosti. Lepo pozdravljeni.